Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Peter Abram se je rodil leta 1956 v kraški vasi Kobjeglava. Šolal se je na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah, po diplomski študij je nato nadaljeval na ljubljanski likovni akademiji. Slikar, kipar, ilustrator in likovni pedagog za svoje delo ne potrebuje veliko potez ali cele palete barv. Zanj je značilen minimalizem. Peter se neguje v risbi, v kamnu, kleše, v grafiki, akvarelu, glini. Tisto, kar povezuje vse skupaj, je njegov način, kako svoje talente razvija v smer, ki je sposobna nam pravzaprav, ki je sposobna v materijo povabiti življenje in svetlobo. Razstava Abramovih del, ki krasijo prostore mestne hiše, govori o nas, o ljudeh. O tem, da vsak človek nosi v sebi še neodkrit zaklad. In prav to je rdeča nit razstave, skrivnost, ki jo nosi prav vsak človek in prav vsako njegovo delo. In ko se človek in ta dela združijo skupaj z živo pozornostjo in prisotnostjo, potem lahko drevo življenja v človeku začne brsteti. In bi si res želel, da jim ljudje lahko naklonijo tisto pozornost, ki jo potrebujejo za to, da dajejo. Ker takrat, ko prejmejo to pozornost, so kot semena, ki vzbrstijo, postanejo drevo življenja, ki je tudi v nas, v človeku. So oblika prihodnosti človeštva, ki ohranja svojo dušo in svoja dušna upanja. Abramova dela nas svojo poetičnostjo pomirjajo in nevsiljivo ponujajo možnost meditacije v tem hitrem, navideznem površinskem toku življenja. Prijatelj in arhitekt Ira Zorko njegova dela primerja z grško mitološko vsebino. Ki se uspe izogniti vsemu, kar sem danes simbolično povedal, kot tisti mogočni urok čarovnice Kirke, ki nas spreminja v živali, namesto da bi postali ljudje. Kot tista rastlina, govorim zdaj o teh delih, molija se reče, ki je Odiseju pomagala, da je premagal ta urok, da se ni spremenil v žival in da je lahko rešil svoje tovariše. To vse je v teh Petrovih delih. Po besedah umetnostnega zgodovinarja Damirja Globočnika so Abramova dela nastala kot intimni dialog s samim sabo. Likovni proces je povezan z iskanjem ravnovesja in duhovnosti. Torej hoče umetnik vsakemu svojemu delu, bodisi sliki, risbi, grafiki ali kipu, vdahniti življenje. In prav vse smeri smatra kot enake, med njimi ne dela razlik. To, kakor da nas vprašate, kateri človek, ne? Na nek način smo bolj nagnjeni k nečemu kot k drugemu. V resnici ni ta razlika. Vsak človek, delo, stvaritev je po Abramovih besedah nekaj posebnega, unikatnega, vendar med njimi ni razlik. Z razstavljenimi deli želi izpostaviti istost, da smo si vsi enaki, prav vsak individuum pa v sebi nosi svetlobo, ki potrebuje spoznanje, prebujanje, spregledanje in zavedanje, da lahko zasveti.